Lepo pozdravljeni. Kako zelo so se prilegli božični in novoletni prazniki, ko ni bilo treba vsak teden pakirati kovčkov in leteti v Bruselj. No, ampak začeli smo z delom in ta teden se v Bruslju pripravljamo na plenarno zasedanje, ki bo naslednji teden potekalo v Strasburgu. Hkrati pa poteka tudi zasedanje odbora pristojnega za industrijo, raziskave in energijo in tokrat bomo začeli z razpravo, ki nas bo zagotovo zaposlovala kar nekaj mesecev v tem letu, morda bo segla celo v drugo polovico leta. To pa je razprava o tem, ali naj zaostrimo naše pogoje na področju podnebne politike. Zakaj gre? Gre za to, da smo dejali, da moramo do leta 2020 znižati svoje izpuste toplogrednih plinov za 20%, vendar jih bomo znižali še za več, za 30%, če bodo za to primerni pogoji. No in sedaj del politike pravi, da so za to že ugodni pogoji, drugi pravijo, da ne. Zakaj je to tako pomembno? Zaradi tega, ker nas znanstveniki opozarjajo, da je zgolj 20% znižanje izpustov premalo, če želimo zaustaviti globalno segrevanje pod 2 stopinjama Celzija. Hkrati pa smo Evropska unija edina regija na svetu, ki je zakonodajno omejila svoje izpuste in se zavedamo, da če bomo to storili sami, bomo ogrozili konkurenčnost gospodarstva, s tem pa tudi številne službe v Uniji. Zato moramo paziti, da ostali razviti svet gre v korak z nami. No in o tem bomo tudi razpravljali. Seveda so rezultati konference v Cancunu bili optimistični, vsebinsko izredno široki. V Cancunu je bilo doseženo več, kot smo pričakovali, pa vendarle Cancun ne pomeni nikakršne zaveze ostalega sveta, da bo svoje izpuste toplogrednih plinov znižal. Zato moramo biti pri tem še kako previdni.